Komunalni prispevek v Šentjerneju bo nižji. Novomeški svetniki potrdili rebalans proračuna. Kakšen je tradicionalen slovenski zajtrk? Dober večer. Občani Šentjerneja, ki bodo morali plačati komunalni prispevek za priključitev na nov kanalizacijski sistem, so si po sinočnji izredni seji občinskega sveta lahko oddahnili. Po soglasno sprejetem sklepu naj bi namreč v občinski upravi pripravili nov odlok, po katerem bodo zneski nižji. Nekaj 10 krajanov je pred sejo mirno protestiralo pred občinsko stavbo. Kot so povedali, tako zaradi previsokih izračunov kot slabe obveščenosti. Jaz sem dobil 1800 in še nekaj drobiža. Ni, da bi jaz ne mogel to plačati. Gre se pravzaprav za celotno situacijo. Nekaj ljudi pa res ne more, ne? Ali pa veliko ljudi res ne more. In se morajo najti neki viri, ki bi drugače zagotovili to izgradnjo kanalizacijskega sistema, ne? Recesija je tudi za nas občane, mi glih tako nimamo. Penzioni so enaki, tam mladi so dobili vrtce povečano, vse tako da tudi mi nimamo denarja, tako kot ga občina nima. Rečeno je bilo, da bo okrog 1200 evrov. Zdaj pa 50 evrov manj kot 5000, ne? To je pa velika razlika, ne? Kako si to razlagate, tokšno razliko? Nikakor se ne moram razlagati, jaz ne bom danes kaj izvedel, če nam pa kjer ga mogo malo stesniti. Krajane so na seji zastopili predstavniki civilne iniciative Glas ljudstva in opozicijski svetniki, ki so tudi zahtevali sklic izredne seje in razveljavitev zdajšnjega odloka o odmeri komunalnega prispevka. 17 glasovi za so svetniki sprejeli sklep, da mora občinska uprava do naslednje seje 28. novembra pripraviti spremembe in dopolnitve odloka o programu opremljanja in merili za odmero komunalnega prispevka. Izdelati mora tudi simulacijo izračunov in čistopis odloka, ki ga bodo svetniki nato sprejeli po hitrem postopku. Torej, mi pričakujemo in tudi plediramo in tudi danes smo to javno predstavili, da najnižji zneski tam se vrteli nekje med 300 evrov, najvišji zneski pa tam nekje do 1400 evrov, s tem, da bo možnost seveda tudi možnosti obročnega odplačevanja, ne samo na 24 mesecev. Ampak naj bi ob ugotovitvah posebne komisije dali možnost odplačevanja tudi do 60 mesecev. Upoštevajoč težak socialni in materialni položaj večine občanov. To je tudi, bom rekel, osnovno poslanstvo te iniciative, ki je, bom rekel, do tega trenutka podpira preko 800 ljudi. Župan Franc Hudoklin je po seji dejal, da so vnovič na začetku, saj sledi priprava novega odloka. Predvsem pa moramo v teh obračunih dejansko upoštevati, kaj nam pogodbe narekujejo, da bomo seveda iz tega pobranega denarja komunalnega prispevka lahko našim koncesionarjem poplačali torej tiste dejatve, ki jih mora občina do leta 2016 dejansko, bom rekel, poravnati. Hudoklin je izrazil bojazen, da v enem delu, kjer smo predvidevali sedaj malo več pobranega denarja iz komunalnega prispevka, da začnemo tudi z izgradnjo druge faze, pa v tem trenutku ne bo mogoče in zadeva ne bo zaključena do leta 2017. Lahko pa se tudi zgodi, tako Hudoklin, da se bo končnemu uporabniku povečala cena kubičnega metra odpadne vode na čistilno napravo. O srednji točki izčrpne 18. redne seje mestne občine Novo mesto pa ste se dotikali proračuna, rebalansa letošnjega in prve obravnave predloga proračuna za prihodnje leto. Glede rebalansa proračuna so imeli nekateri občinski svetniki svoje dvome. Torej, rebalans je prav gotovo potreben zato, ker so se spremenila nekatere dejstva, delno to kaže tudi na nekoliko preoptimistično planiranje. Nažalost pa ugotavljam, da določenih potrebe so se pokazali, da je bilo neracionalno trošeno in danes moramo zaradi tega za nazaj povečevati določene postavke. No, mislim, da smo z rebalansom uskladili celotne odhodke in prihodke za letošnje leto in s tem bo tudi na koncu leta dober rezultat. Dejstvo je, da smo pokrili tiste postavke, katere nismo imeli v proračunu in da smo umaknili tiste, kar se ne bo realiziralo v letu 2012. Macedoni tudi upa, da bodo vsi otroci na čakalnih vrstah dobili svoj prostor v vrtcih. Ne razumem, zakaj ne zagotovimo denarja za neke zelo primarne stvari, kot so recimo to, da bodo imeli vsi otroci, ki danes čakajo na sprejem v vrtce v mestne občine Novo mesto, svoj prostor in da zagotovimo tudi ta denar za to, da se nemudoma zagotovi te nove oddelke. Največ pomislekov občinskih svetnikov pa se je nanašalo na nedorečeno vprašanje razvojno-izobraževalnega centra.
Torej, RIC se je izkazalo to, kar smo že govorili lani, kar smo povedali tudi ob sprejemanju proračuna, da je postavka prenizka in ravno teh 40 tisoč, za kar se povečuje, je verjetno del tega povečanja. Obstajajo sumi, da je to povečanje in da je ta luknja še več kot 100 tisoč, kjer še ni pokrita in bomo nekoč mogli plačati. Ja, res je, RIC je odprta tema. Tudi osebno nisem še zaključil s temi preiskavami in dognani in mislim, da bo do naslednje seje zadeva urejena. Rebalans proračuna so sicer na koncu svetniki v veliki večini podprli. Zasedali so tudi metliški občinski svetniki, ki so največ časa namenili prvi obravnavi predloga občinskega proračuna za prihodnje leto, ki je po oceni župana optimistično naravnan. Predvideva namreč dobrih 17 milijonov 330 tisoč evrov prihodkov, kar je za 53% več kot znaša letošnji rebalans proračuna. Upamo, da bomo večji del lahko zrealizirali, predvsem ta del pri Belokranjskem vodovodu, kjer nas že dejansko država malce sili, da pohitimo. V naslednjem letu imamo tam skoraj 8 milijonov za počrpati sredstev in bomo vse sile usmerili v ta del. V predlogu proračuna dajo velik poudarek tudi pomoči gospodarstvu. Prednostno načrtujejo razširitev in ureditev njihove industrijske cone pri Pildu. Dejansko je največji poudarek v urejanju komunalne infrastrukture. Tu nas državna zakonodaja in roki silijo, da do leta 2015 in 2017 uredimo kanalizacijske sisteme ali pa majhne čistilne naprave. Kar nekaj denarja nameravajo pridobiti tudi iz naslova državnih in evropskih razpisov, pravi Zevnik. IPA projekti so za nas zelo zanimivi zaradi čezmejnega sodelovanja s Hrvaško in upamo, da bomo marsikaj v sklopu tega naredili. Je pa tudi res, da je to veliko breme občinskega proračuna, saj moramo najprej to vse plačati, potem pa dobimo sofinancerski delež države kasneje. V predlogu proračuna pa so svetniki zagotovili tudi 8 tisoč evrov za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v njihovi občini, ki bo znašala 100 evrov. Letno se namreč v metliški občini rodi okrog 80 otrok. Na seji so tudi sklenili, da bodo na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku za častnega občana imenovali predsednika uprave in generalnega direktorja TPV-ja Vladimirja Gregorja Bahča. Plaketi občine bodo podelili metliškima, čebelarskemu in prostovoljnemu gasilskemu društvu. Priznanje in plaketo za delo na področju športa pa bodo prejeli Daniela Orlič-Dana, Tjaša Sobčič, Mojca Vraničar in Željko Goleš. Direktor Gen Energije Martin Novšak in župan občine Krško Miran Stanko sta danes prvim 3 družinam iz naselja Vrbina predala ključe novih stanovanjskih hiš na poti na Črnile v Leskovcu pri Krškem. S tem so uresničili dogovor o preselitvi, ki so ga pred 5 leti predlagali krajani Vrbine. Dogovor o preselitvi so aprila 2007 soglasno podpisali prebivalci Vrbine, občina Krško, Gen Energija, Jedrska elektrarna Krško in Agencija za radioaktivne odpadke. Podpisniki so se strinjali, da se območje naselja dolgoročno uporabi v energetske namene ter za zaokroževanje poslovne cone Vrbina in tehnološkega parka. In Gen Energija je videla v tem prostoru svoj dolgoročni poslovni interes. Nenazadnje smo se tudi preselili v Vrbino, kar kažemo v praksi. In pa seveda dolgoročni cilj, da pridobimo zemljišča v okolici energetskih objektov za našo dolgoročno uporabo. Stekli so pogovori z družinami in leta 2008 sklenitev sporazuma med Gen Energijo in občino. Največjo vlogo je imela pri pridobitvi zemljišč, se pravi iskati lokacije, potem pri sami ureditvi oziroma prostorski ureditvi, umestitvi teh objektov in pa seveda pri izgradnji kanalizacije oziroma kompletne infrastrukture. Skupno smo vložili okoli 370 tisoč evrov za ta konkreten projekt. V nove domove se bo preselilo 14 družin. Prve 3 so ključe novih stanovanjskih hiš danes prevzele v Leskovcu pri Krškem, 8 se jih bo preselilo v prihodnjih 2 mesecih, 3 pa v drugi polovici prihodnjega leta. Imeli smo možnost izbire lokacije, tako da mislim, da bomo kar vsi zadovoljni. 5 družin se bo preselilo v Leskovec pri Krškem, 4 v Krško, 2 v Dolenjo vas, preostale 3 pa na Jelše, na Goro in v Kostanjevico na Krki. V Metliki, kjer so letos odprli dnevni center Šenta, Slovenskega združenja za duševno zdravje, opažajo, da k njim prihaja vedno več ljudi, ki so v duševni stiski zaradi brezposelnosti ali pa vizije brez izhodnosti. Da bi jim pomagali in poiskali možnosti na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, so pripravili posvet, katerega cilj je bil
Dejansko ugotoviti, kako se institucije, ki so pristojne za obravnavo te problematike, soočajo s težavami oziroma kako konkretno obravnavajo določen problem. Na Rdečem križu in Centru za socialno delo poskušajo blažiti stisko brezposelnih. Na Črnomaljskem ZIK-u in Zavodu za zaposlovanje jim skušajo z različnimi ukrepi in programi pomagati pri samozaposlitvi in iskanju zaposlitve, a delovnih mest v Beli krajini ni. Tudi učinki programa Pokolpje, ki naj bi doslej zagotovil okrog 170 novih delovnih mest, še niso vidni. Saj morajo delodajalci zaposliti nove delavce v 3 letih, je bilo slišati na posvetu, na katerem so veliko govorili tudi o programu javnih del in socialnem podjetništvu, ki se v Beli krajini slabo razvija. Opažamo, da v naši regiji se povezujejo, da volja tukaj je. Žal predstavnikov vlade na posvet ni bilo, od njih pa smo pričakovali tudi največjo možno rešitev oziroma odgovor na zastavljena vprašanja. Tako so na posvetu ugotavljali le že znana dejstva o visoki stopnji brezposelnosti, begu možganov in nujnosti izgradnje 3. razvojne osi, brez katere, kot pravi Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice za Dolenjsko in Belo krajino, razvoja in večjega zaposlovanja v Beli krajini ne bo. Med je ful hud, je med našim obiskom osnovne šole Šmarjeta v običajni govorici mladih, potem ko je z ostalimi vrstniki ravno končal s slovenskim tradicionalnim zajtrkom, vzkliknil eden izmed učencev in se odpravil v učilnico. Ob dnevu slovenske hrane, ki ga zdaj drugo leto zapored obeležujemo vsak 3. petek v novembru, so bili učenci vseh slovenskih osnovnih šol in vrtcev deležni tradicionalnega zajtrka. Tako smo v družbi članov Čebelarskega društva Šmarjeta Škocjan med medenim zajtrkom zmotili najmlajše, a so, vsaj nekaterim, nekoliko bolj šli v slast medenjaki, ki so jih dobili ob obisku čebelarjev. Kaj ste imeli danes za zajtrk? Med. Pa je dober med? Ti je všeč? Kdo pa nabira med? Čebelice. Z vsakodnevnim delom čebelarja ter bogato čebelarsko tradicijo v Šmarješki dolini pa so se pred jutranjim obedom seznanili učenci tamkajšnje osnovne šole. In kaj pravzaprav sestavlja slovenski tradicionalni zajtrk? Med, mleko, pa jabolko, pa rjav kruh. Zakaj misliš, da je med zdrav? Ker je iz različnih krožk, so tudi zdrave pa... Tudi sicer je priporočljivo, da je med, ki nima konzervansov, večkrat vključen v zajtrk otrok. Poleg tega ima ogromno vitaminov, vseh, potem beljakovin, vse tiste snovi, ki so nujno potrebne za rast, za razvoj. V osnovni šoli Šmarjeta, ki je hkrati že 4. leto vključena v projekt Shema šolskega sadja, varni in zdravi prehrani sicer posvečajo pozornost skozi vse šolsko leto. V okviru te sheme otroci približno 2-krat na teden dobijo dodatno ponudbo sadja. To sadje naj bi bilo in je iz ekološke in integrirane pridelave. Tako se prizadevamo, da je naša prehrana čim bolj pestra in raznovrstna. Gledamo tudi na to, da pač nabavljamo pri domačih proizvajalcih in s tem seveda poskrbimo tudi za rabo teh domačih proizvodov. Lokalno pridelano hrano vključujejo vse vrtčevske in šolske obroke, še dodaja Lahnetova. Še kanček kulture. V domu Partizan na Mirni je kulturno-umetniško društvo Matija Tomc pripravilo 6. prireditev Mirna poje. Pred do zadnjega kotička napolnjeno dvorano je zapelo 7 mirenskih zborov, 3 osnovnošolski, mešani upokojenski, ženski zimzelen ter mešani in moški zbor Kut Matija Tomc. Tudi letošnja prireditev, tako kot vsaka do sedaj, je bila zelo uspešna. Uspešna v tem smislu, da je bila dvorana povsem polna, kar pomeni, da so občani občine Mirna prireditev vzeli za svojo. Ob ustanovitvi občine so na Mirni dobili tudi neuradno himno. Prvič so jo zbori družno zapeli lani. Nad Mirno se svita pomlad pa je iz ust številnih pevcev zazvenela tudi ob koncu sinočnega druženja. Mi smo sicer na pragu zime, ki marsikomu sicer ne diši preveč, a tudi narava ima rada počitek. Prijeten večer in lahko noč.